Dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje. Mi smo v popolnem štartu danes tukaj v našem studiu. Aha, ste videli, da smo začeli malce drugače. Ponavadi damo na začetku kar glasbo, no, ampak zdajle bom kaj kmalu na drugi strani imela nekoga, ki bo predstavil svojo glasbo, glasbeni spot, neko novost, a še prej, draga moja družba, moram malo zadihati, ker tlele v studiu pa prav pestro, veselo, nasmejano. Danes je prva adventna nedelja, krasno vreme imamo danes na to adventno nedeljo in krasno se bomo imeli v naši družbi, saj veste, vse tja do 12. ure. Na naših mizah je danes polno krasnih dobrot, čudovitih, prekrasno diši. To je seveda uvod v naš veseli norčavi december, ki je seveda poln vseh teh stvari. Danes, kot smo rekli, bomo prižgali, marsikje ste že, prvo adventno svečko in tudi danes bo takole. Simona bo prižgala takole. Prižigamo prvo svečko na adventnem venčku, krasno, ki ga imamo tukajle. Vrtni center Jehart je naredil tale aranžma krasno, ker smo ravno pri vrtnem centru Jehart. Moramo pokazati še seveda tele krasotice, božične zvezde, ki so pravi simbola za tale uvod, decemberski čas, takole krasne so. Prav bohotijo se, moram povedati, da vrtni center Jehart te vzgaja prav sama. Sami jih delajo, zato vas vabim v Šmartno pri Slovenj Gradcu, da jih obiščete. Vsi tisti, ki še nimate kakšnega venčka, morda ste zamudili, kakorkoli, lahko se oglasite, še imajo kakšnega na rezervi, drugače pa en kup, bom rekla, cela vrtnarija polna teh krasotic, torej božične zveze, ki so, nekako tudi simbolika za tale veseli december. Takole, dovolj govoričenja, glasbe bo danes veliko, Šentjurčani so danes z nami, pa seveda še ostali. Grem seveda na tale plakat in sicer z nami Šolski center Velenje, takole, ki vas bo seveda prav navdušil danes s svojimi zadevami. Naj povem, da pokami že malce diši, a v nadaljevanju jo bomo pripravili, pokazali na malce drugačen način. Nekateri ste že začeli z jutranjo kavico, nekateri še ne. Bomo pa seveda v nadaljevanju pokazali veliko in še več. Zdajle pa mislim, da že imamo na telefonski zvezi Luko. Luko, prav prisrčen pozdrav. Lep pozdrav z Dolenjske od skupine Lenarti. Skupina Lenart je danes z nami, krasno. Luka, povej, danes je nedelja, ste že doma prižgali svečko na adventnem venčku. Kakšen je vaš uvod doma pri tvoji družinici s tvojimi seveda domačimi na ta čas? Ja, lahko rečem, da je naša Nika včeraj sestavila adventni venček in naš običaj je nekako tako, da pri nedeljskem kosilu potem bomo danes prižgali prvo svečko. Krasno, super. No, greva pa seveda kar k besedi oziroma k dejanju. Pred vami oziroma v eter ste poslali čisto novo skladbo, novo pesem. Gre za priredbo ali kako in seveda zraven tudi spot, Luka? Tako gre za priredbo pesmi Tina daj umakni telefon, ki jo v originalu izvaja Dejan Vunjak. Sedaj pa smo še mi priredili na naš narodno-zabavni način. Pomeni, snemali ste doma v vašem studiu. Je to čist homemade zadeva, produkcija? Tako je, od začetka do konca je vse narejeno doma. Najprej smo snemali v domačem studiu, potem tudi vsa obdelava zvoka je naša. Potem pa smo prvič v bistvu našo garažo spremenili še v foto-video studio, kjer smo postavili vse luči, vsa ozadja, tako da smo potem tudi video spot posneli in zmontirali v domači produkciji. Torej, kar v garaži, krasno. No, mislim, vi ste pa res taki multipraktiki in res doma veliko ustvarjate. Zdaj seveda v nadaljevanju pozdravljam tvojo mamico, Atija, tvojega bratca, sestrico, ki nekako ste en tak ta pravi tandema v ustvarjanju vsega tega. Povej mi, Luka, kaj je nekaj dni, oziroma dober mesec je še pred koncem letošnjega leta, kakšna je pa bila, rečemo, sezona leta 2022 za Lenarte in kakšni so načrti za prihodnje? Ja, lahko z veseljem rečem, da je bila letošnja sezona za Lenarte nekako najboljša do sedaj. Posneli smo nekaj s pesmi, nekaj smo jih izdali, veliko smo igrali.
Načrti za naprej so pa tako, da imamo pripravljenih nekaj avtorskih pesmi, ki bodo šli zdaj v snemanje, pa želimo si čim več nastopati pred publiko, upamo, da bo tudi čim več veselic čez poletje, tako da delovno zremo naprej. Krasno. Jaz ti moram še ob tej priliki tudi čestitati za eno veliko zadevo, za en dosežek. Nekaj dni nazaj sem videla na spletni strani objavo za diplomo. Kaj je s tem, Luka? Tako ja, zdaj sem še uradno profesor glasbe. Ja, krasno. Iskrene čestitke, Luka. Takole, dajmo en aplavz za to. Moji gostje ti ploskajo, odlično. Zdaj sva rekla, torej še dober mesec do konca. Kaj se bo v tem mesecu zgodilo pri vas? Boste, Lenart, igrali? Kako je s tem? Ali boste na tisti najdaljši večer doma ali pa vsak po svoje, ne vem? Tako da lahko se zgodi kakšen privatni nastop trenutno. Zaenkrat imamo še v načrtu, da bomo za novo leto doma. Z veseljem se tudi pogledamo, poslušamo kakšen koncert naših glasbenih kolegov v tem božičnem času. Morda pa se spravimo tudi že snemati naslednjo skladbo. Mogoče pa ravno med temi novoletnimi počitnicami. Super! Krasno. Zdaj samo še se dotakniva, ko bomo zdaj kaj kmalu zavrteli tale glasbeni spot. Dogovor seveda z Dejanom, kako je potekalo. Prav gotovo ste ga mogli vprašati, če lahko to pesem posnamete, naredite. Po mojem ni bilo težav. Vidimo, da ne. V bistvu je tako, da mi smo mu rekli, da bi posneli priredbo že takoj, takrat, ko pesem išla, mislim, da nekaj 5 let nazaj, ker nam je bila takoj zelo všeč. Pa še v našo družino spada, ker naša mani je tudi Tina, pa se pa velikrat hecimo, da mora umakniti telefona. No, sedaj pa smo pesem dejansko posneli letos do konca in ko smo Dejana še enkrat vprašali, je rekel, no super, zdaj pa lahko izdate, se že veselimo, tako da je potem brez težav vse skupaj potekalo. Naslov pesmi je? Tina, daj umakni telefon. Takole, dejte ga seveda za sekundo umakniti, vsaj danes. Danes je nedelja. Luka, zame najlepši dan, kaj pa zate? Ja, ne morem se pritoževati, da ni nedelja najlepši dan, ker imam tudi ponedeljek fraj s faksom. Včasih mi je bila nedelja malo slabša od sobote, ker sem vedno vedel, da je treba v ponedeljek naprej v šolo. Letos ko imamo na faksu fraj ponedeljek, je pa nedelja res carska. Carsko, super. Luka, hvala lepa za tole, za kratek klic, pa seveda bom vesela, da se v letu 2023 srečamo tukaj. Morda še samo misel za vse naše gledalke in gledalce za konec leta. Torej, jaz vam želim res, da preživite te praznike skupaj z družino in da si ustvarite čim več lepih spominov. Krasno. Luka, hvala lepa za danes. Hvala vam. Srečno in nasvidenje, zdaj lepo torej premierno, ne čisto premierno v naši oddaji, pa prav gotovo skupina Lenarti. Rad bi gledal tvoje modre oči, rad bi s tabo bil sam, daj, ugasni že ta Instagram. Rad bi bože tvoje lepe lase, daj, odreši me muk, takoj ugasni ta Facebook. V kavarni s tabo zjutraj sedim in si tebe želim, po SMS-u pa poljub tvoj dobim. Po ekranu išče slike z menoj, kjer sva srečna bila, brez telefona tvojega. Tina, daj umakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje ni ekran. Tina, daj poglej še kam drugam. Rad bi gledal tvoje modre
oči, rad bi s tabo bil sam, daj, ugasni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lepe lase, daj, odreši me muk, takoj ugasni ta Facebook. V kavarni s tabo zjutraj sedim in si tebe želim, po SMS-u pa poljub tvoj dobim. Po ekranu išče slike z menoj, vedel vsega sem sit, morda pritisnil bom delete. Tina, daj umakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje ni ekran. Tina, daj poglej še kam drugam. Tina, daj umakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje ni ekran. Tina, daj poglej še kam drugam. Tina, daj poglej še kam drugam. Zaploskali našim muzikantom, krasni so. Lep pozdrav, Šent trio, z nami Benjamin, pa Vilko in pa seveda Luka, taki fajn fletni fanti, ko jih pogledam. Beno, dam ti mikrofonček, lep pozdrav. Lep pozdrav. Šent trio. Zdaj moramo malo povedati, vi še pri meni v oddaji, fantje, niste bili. Ste pa moj Šentjurčani, evo, kruk se fajn nadima, a ne, Beno? Vsi iz Šentjurja, ne?
Ja. Lepo mesto. Ja, zdaj mi povej neka nova zasedba, namreč moram pa sem še nekaj povedati, da jaz sem glasbeno pot, ne, vsi veste tlele, začela prav zaradi njega, sicer sem v rosnih mladih letih prepevala, ja, ampak potem je bil pa Beno Pečar tisti, ki je rekel, Polonca, zakaj pa ti ne bil kakšnem ansamblu prepevala, ne? In Ja, ko res sem je. rekla, Ja. pa še fajn je vesela bilo, si bila, ne? pa veš, da pa fajn je bilo, a ne? Ja, od takrat naprej se je veliko zgodilo, veliko spremenilo, vmes Beno, šentjurski muzikanti, a ne? Ja, šentjurski muzikant je že kar takrat od 96. leta, jaz sicer sem prej delal za Celjskim instrumentalnim kvintetom, še prej pa za Steyr Expressom. Ja, to Tudi smo vmes, ne, začeli, to je seveda, bilo. ja, to. Seveda šentjurski muzikante zdaj trenutno malo pauziramo, jaz upam, da bomo spet kaj naredili, kaj lepega, drugače pa še smo tu. Ja, vidim aktivni in ker sem zasledila, da igrate, predvsem igrate instrumentalno, a ne, glasbo, Šent Ja, to trio. pa je zdaj Šent trio, No, seveda to pa je zdaj nekaj drugega. smo zdaj skupaj menda kakšne 4 leta, Ja. dobra. Ja, Tam nekje pred 2 leti smo posneli en CD, aha, sama avtorska glasba, se pravi, avtor glasbe je Vilko Cimerman, ja. vseh komadov. To, kar smo zdaj poslušali proti cilju, smo že Tako. šli, ne? Ja, to so čeprav vse. smo šele začeli dodajo, Ja, točno, počasi gremo. Ja, gremo se še naprej. Ja. Tako da to je to, delamo in zdaj smo že na poti k drugemu CD-ju. Ja, pa pridni že ste. polovička, ne. Kje vas lahko vidimo, Šent trio, no? Mislim, tako kdam še, Največkrat tako nastopamo na kakšnih lokalnih naših šentjurskih prireditvah, Mhm. par komadov tu, par komadov tam, drugače pa, če nas pa kdo povabi, pa tudi pridemo. to, ne. to, to. Ja, tako. Krasno, Vilko, če pa nas kdo povabi, pa pridete. Ja, absolutno. Absolutno, ne. Vi ustvarjate, zdaj smo Ja, rekli, da bomo kar na ti, a ne danes? kar na ti, Mi kar na smo ti. kar na ti Ja, danes. Ti ustvarjaš tele vse. Ja, vse te skladbe. Moramo pa povedati, Ja. da pa tudi prej ne, imaš neko glasbeno kilometrino. Kje si igral, Ja, Vilko? tudi. Najprej smo imeli ansambl Vilka Cimermana, pa smo Ja. imeli ansambl Septima, pa Ja. smo imeli ansambl Veseli Proženčani. To je bilo ansamblov morje, res. Ja, Igrali smo alpski kvintet, glasbo alpskega pa glasbo Avseneka. se vidim po No, harmoniki, mislim, ja, ja, se ja. vidi. In zdaj pa seveda Šent Zdaj pa Šent trio, trio. ja. Kdo je tisti, ki je zdaj dal pobudo za to, da se fantje zberete skupaj? Ja, prvo smo se s kolegom Luko, Lukatom, Luko, ja. smo se pogovarjali, jaz sem imel pripravljenih ene 4 komade in je rekel, tudi Luka je rekel, Ja, pa če ja. bi mi to posneli. Ne. Ja. In jaz sem rekel, zakaj pa ne, pa dajmo. Potem se je še pa Tale Benč našo, ne? Tale pridružil, našo, ja, Beno. ki je pa že zelo znan. Tako, Iz prejšnjih bendov, ne? Ja. In zdaj ste se kar našli in ustvarjate Ja, in nekako. delate. Ja, Krasno. ja. Luka, do tebe pridem malce kasneje. Ne? Dame še obdelam prele, potem vmes zdajle, ker so same dame tudi na tvojem levem krilu. Zdajle boste zaigrali še eno pesem z naslovom Po dežju. Po dežju. Proti jutru oziroma proti cilju, po dežju. cilju. Nekaj bomo spletli do konca, tudi Ja, ja. s temi imeni. Ja, ja. Kdo da naslov te Ja, skladbe? vse naslove sem jaz dal. Vse to, Ja, ja. torej, Vilko, akcija, a ne? Zdaj pa gremo torej po Tako. dežju. Z nami torej Šent trio. Thank
Ja, krasno. Hvala lepa šentjurski muzikanti, ki niso bili šentjurski, so šentjurčani, ampak šenttrijo, a ne? Jaz jim kar rečem, ker so šentjurčani, a ne? Hvala lepa za enkrat, gremo seveda mi naprej, zdaj je pa, drage moje dame, čas za ženski klepet. Simona, prav prisrčen pozdrav. Prijazen pozdrav. Joj, sem vesela, da si danes v naši družbi. Po kolikem času se spomniš, da je bila nazadnje? Že kar nekaj časa je minilo. Že kar nekaj časa minilo. Ja, z vami je, se spomnim, ne, bila ravnateljica, ja, šolskega centra Velenje. Ampak jaz ti kar predajam, Simona, besedo. Ti si tam, seveda, bom rekla, ena izmed pravih ikon, ne, kar se tiče gastronomije, imam prav? Ja, danes sva tukaj dve. In pa seveda gospa Marjana iz šolskega centra Velenje. Ja. Torej, lep pozdrav še enkrat vašim gledalcem v imenu šolskega centra, šole za storitvene dejavnosti. Torej, jaz sem Simona Pompe, z mano je gospa Marjana Novak, učiteljica strokovnih modulov v gastronomiji. Učiteljica, bom čist pridna danes, se bom lepo obnašala, da bom dobila kakšno 10 ali 5, a ne? Tako. Simona, danes diši po praznikih, že tukaj na mizi ni da ni. Pridni ste, ustvarjani, seveda Marjana bo več povedala o samih programih in seveda moramo pa tudi danes malo navdušiti, ne, vse naše gledalke in gledalce, še posebej mlajšo generacijo, da pridejo k vam. Da pridejo k vam vsi tisti, ki imajo voljo, željo za te poklice. Kateri poklici so to? Ja, jaz bom rekla najprej tako, ne, šola za storitvene dejavnosti, imamo kar 4 različne programe, se pravi, imamo ekonomija, gastronomija, turizem in pa trgovina. Seveda, mi smo danes tle predstavniki gastronomije. Mogoče še, evo, da si malo porazdeliva, še gospa Marjana malo pove. Ja, tako, smo šola za storitvene dejavnosti, kjer izobražujemo ekonomskega tehnika, gastronomsko-turističnega tehnika, gastronom-hotelirja, prodajalca, pomočnika v biotehniki in oskrbi in gastronomskega tehnika. Tako da izbira na šoli za storitvene dejavnosti je zelo bogata in vabim vse bodoče dijake, ki se odločate, prisrčno vabljeni v Velenje. Krasno. Res ste pridni in ustvarjalni. Jaz vas spremljam, ne? Vi ste zelo aktivni tudi na teh omrežjih, ne? To je zdaj kar neka novost, TikTok, pa Facebook, pa Instagram. Vse s korakom je treba s časom iti naprej, a ne, Simona? Ja, jaz mislim, da tle spodbudo imamo, bom rekla, smo kar veseli, no, vse tu nas spodbujajo tudi dijaki. Dijaki, mladina. Mladina se rada predstavi, mi smo veseli, da svoja znanja so ponosni, mi se zavedamo kot šola, da uspešen dijak, posledično je uspešna tudi šola. Imamo novo ravnateljico, gospo Heleno Zupanc. Krasno, zdaj le pozdravljamo v tej priliki takole. Tako da tudi ona spodbuja različna tekmovanja na vseh različnih področjih. Moram reči, da kot šola smo res uspešni. Trudimo se, da smo vidni, torej opaženi. Glede na to, da je pa Slovenija evropska gastronomska regija lani postala, pa seveda si želimo in tudi na trgu dela je potreba po tovrstnih poklicih, natakar, kuhar, bom rekla vodja, šefi, vodstveni kadri v gastronomiji, potem latte art, poslikava kave, kar bomo danes bojo deklice več od nadaljevanju, ker so imele izjemne rezultate, pa potem someljerstvo, pa mešanje koktejlov, se pravi barmani. Skratka, tudi v sami gastronomiji je kar, bom rekla, pester izbor, kje vse se lahko potem dijaki najdejo in ustvarjajo svojo poklicno pot. Krasno. Marjana, največji naval je na kateri program? Kje največ vpisov beležite? Kaj dijake najbolj zanima? Jaz bom rekla takole, da se interesi dijakov iz leta v leto spreminjajo. Mogoče je COVID naredil tudi nekaj škode, a ne v nekaterih programih, predvsem v programih v gostinstvu in prisrčno vabljeni, a ne vsi bodoči gostinci, da se nam pridružite. Bi pa rekla, da mislim, da približno kar v vseh
programih imamo približno enako število dijakov, mogoče zdaj zadnje leto je mogoče malo več interesa v ekonomskem tehniku, drugače bi pa rekla, da smo pri nas na šoli za storitvene dejavnosti zelo zadovoljni z vpisom. Je pa res, da skozi vse leto delamo na promocijah, se pravi, predstavljamo svoje programe, izvajamo najrazličnejše delavnice, obiščemo učence, a ne po osnovnih šolah in rezultati na koncu ne izostanejo. Tako, ne nazadnje se udejstvujete tudi raznih teh sejmov, kjer so seveda dijaki lahko prisotni, pridejo, informativni dnevi, a ne? Tako, ja, mislim, da kjerkoli se kaj dogaja, smo mi prisotni zraven, tako, zato ker velikokrat se zgodi, da so starši, pa tudi učenci vse premalo vedo o bodočih poklicih. In jaz mislim, da so res sejmi, najrazličnejše prireditve, a ne tak pokazatelj, kjer se lahko šola predstavlja z vsemi dejavnostmi, ki jih tudi izvajamo. Krasno. Simona, v rokah imam tale letopis, tu bolj sveže zadeve, ali kako? Je že tudi aktualna ravnateljica noter ali še ne? Opa, jaz sem jo zagledala, tukaj je gospa Helena Zupanc. Ja, zelo simpatična gospa, ki prav gotovo ima veliko posluha za vse vas in pa za vse dijake. Meni se zdi zelo pomembno, da smo odprti, da znamo pokazati, torej, bom rekla, lepo plat teh poklicev, ker tako kot včasih je bilo tako, da vsak je lahko kuhar, vsak je lahko natakar. Danes pa moram reči, da ta poklic nosi veliko več, dijaki imajo izjemna znanja, tako v organizaciji, tako v tujem jeziku, kot, bom rekla, znanje z različnih področji gastronomije. Zakaj smo pa mogoče mi tako edinstveni v gastronom hotelirju? Zelo pomembno je to, da se pri nas lahko dijak v 3 letih odloči, ali bo delal torej na področju strežbe ali na področju kuharstva. To nekatere gostinske šole nimajo, mi moramo reči, da smo na to ponosni, na trgu dela se kaže potreba po kadru, ki je sposoben oziroma ki zna dobro delati na obeh področjih. Seveda se pol pokaže izstopanje morda na eni strani in se potem naprej uri v tistem delu. Moram danes vama reči mentorici ali profesorici, učiteljici, kako vaju moram danes naslavljati. Imam malo polemik tlele, čeprav sta krasni mentorici danes, seveda tema dvema dekletoma tukaj, ki sta dobili priznanja. Ja, moram reči, da je bilo kar nekaj urjen, a ne na šoli, zelo smo ponosni. Postali smo absolutni prvaki v Splitu na mednarodnem tekmovanju, na področju kave, Grand Gourmet Split. Seveda sva ponosni, obili sva ogromno, bom rekla, časa skupaj, ampak največ sta oddelale deklici. Brez njih, tako kot sem rekla, se šola zaveda, brez, bom rekla, dijakov, ki želijo tako, smo posledično potem uspešni tudi mi. In to naj bo seveda pobuda za vse ostale dijake, ker prideti na tekmovanje je verjetno, Marjana, tudi neko interno tekmovanje, ker vsi bi lahko šli na tekmovanje, ampak je treba pa se najprej na šoli izkazati. In to naj bo seveda pobuda za vse dijake, da so tudi malo tekmovalni, da imajo nek fokus, nek cilj, ker cilj oziroma fokus je bil dosežen pri Sari in pa Saši, prav gotovo, ne? Tako, jaz pravim, da vsem dijakom moramo dati možnost, ampak da prideš do takšnih rezultatov, ko sta prišle Sara in Saša, je pa treba še ogromno dodatnega dela. Pri pouku pridobimo osnove, ampak te osnove je pa potem treba seveda nadgraditi v popoldanskem času, kar pomeni, da je treba si vzeti čas in potem vaditi, pa na koncu rezultati ne izostanejo. Takole, zdaj si bomo privoščili kratke oglase, potem pa po kavi bo zadišalo in po glasbi ponovno, tako da oglasi, nujni.
top. Zakaj? Zato, ker ga lahko kar tako hitro, ne, primemo roke, zelo funkcionalen, z eno roko lahko vse delam, ne, vse, kar mi tlele ostane, ker sem si pripravila za kosilo, jaz enostavno tole, ne, obrišem, odprem, pristavim in seveda kar obrišem organske odpadke, organka deli. Zaprem. Ja, pa vas vabim na 3x2www.bokašeorganko.si. Nori črni petek se je seveda začel, draga moja družba, ne, Black Friday in tudi izkazovci so, ne, pripravili aktivnosti številne. Zdaj lahko dobite krasne izdelke, uporabne seveda za nore odštekane Black Friday cene, zraven pa še gratis zadeve. Dajte si poiskati, ne, svoj izdelek na 3x2www.bokašeorganko.si. Tukaj sem jaz danes prinesla svoje, ne, kar domače, malo so še takole prašni, umazani. Organko deli, ki ga dobite seveda zraven pri nakupu tegale kompostnika. Takole bomo malce pokazali, evo grem takole dol. Novi, čisto novi, ne, skoraj da novi, Bokaši Essential, torej kompostnik za kompostiranje, kamor odlagate torej organske odpadke, takole se zdaj fajn vidi, ne? Pa bom takole še malo dala. Organski odpadki se tukaj notri fermentirajo, zbirajo, dobite tekočinico. No, zdaj je seveda nora Black Friday akcija. Moram jih povedati kar nekaj, ne, so skazovci teh aktivnosti pripravili za Black Friday. Podite torej na 3x2 danes, bokašeorganko.si, kjer lahko izkoristite, ne, še do konca tega meseca, decembra, krasne ugodnosti. In sicer Bokaši ta Organko Essential dobite zraven gratis tole posodo, in sicer dnevna posodica. Jaz imam tlele že svoje organske odpadke, noter, jaz sem kar kuhinjskega danes s pulta vzela. Tole dobite gratis, ne, če vzamete torej Bokaši Organko ali pa Bokaši Organko 2, pa tale posoda zraven, več posipa dobite, višji popusti, Bokaši Organko 1 pa 5 kg posipa, ne, oziroma 1 kg posipa za 5 evrov, pa 5 izdelkov iz outdoor linije, torej kozarčki, krožniki, posodice s kar 35% popustom. Skratka, 3x2www.bokašeorganko.si je pravi naslov, ne, za izkoristek, torej Black Friday, nore cene. Zdaj pa grem do mladih deklet. Prijetno že tukaj diši, dragi moji dami, lej, Sara, roka tako, pa roka tako. Čestitke, predvsem iskrene čestitke za seveda te diplomce, vse stvari, ki ste jih danes prinesli sem. Ampak še preden gremo na vse te diplome, pa okite nista z odličji, z medaljami, pa mi povejte, kaj ste pripravili za danes, kaj bomo danes poskusili? Ja, danes sva Saro pripravila vsaka svoj kreativni napitek, ki je seveda vsak zmagal na tekmovanju. Še enkrat moramo povedati, Saša, to tekmovanje je bilo kje? V Splitu, na Hrvaškem. In ocenjevalo se je tam kaj, vse gre, šlo je za cel sklop, ne? Mogli ste dobro, fajn tudi zgledati, ker vidim, da ste res popedene od gor do dola, ne? Bi rekla takole, tole je mogli itak biti top. Kaj še, vmes ste zaigrali? Ja, na tekmovanju so bile 3 kategorije. Prva kategorija je bilo espresso in cappuccino, druga je bil latte art in tretja kreativni napitek. Seveda ocenjevali so vse izgled, zgodbo, ki sva jo povedali med tem, ko smo pripravljali te napitke. Mislim, mogli si še zgodbo imeti, Nidani in mentorici, torej gospa Marjana in Simona sta bila tisti, ki ste seveda ustvarjali to zgodbo. Kako dolgo je potekalo tekmovanje? Kako dolgo ste bili tam? To je bil en dan, 2 dni? Vse skupaj smo bili 3 dni tam. Prvi dan seveda, da smo se pripravili, potem drugi dan smo tekmovali in Sara, ki je zmagala med juniori, je pol drugi dan še tekmovala med seniori. Ja, dam kar tebi seveda, oziroma dajma Sari besedo. Greva, Sara, na tvoj dosežek, ne? Zdaj, kaj si točno ti pripravljala v Splitu? Kaj je bila tvoja specialiteta, da si zmagala oziroma dobila te nagrade? Najprej smo pripravili espresso pa cappuccino. To zgleda ful dobro pa ful lahko, ampak očitno ni tako lahko. So kakšni detajli, ko je treba biti pozoren na njih, pa da je pravilna priprava, da vse pazimo, dovolj stisnemo, da je pravilna gramatura kave.
Torej, to je bilo moje zdaj naslednje vprašanje. Kakšna je sploh dobra kava? A veš, mi kad doma pritisnemo zink, pa se to zmelje, pa to popijemo neki, pa nismo ta pravi mojstri za kavo, nam je to vse ok in cool, ne? Ampak ni toliko einfach, ne, narediti dobro, okusno in pravo kavo. Je pa res, da so okusi različni, Sara. Ja, res je. Dobra kava mora biti zagotovo skuhana z ljubeznijo. To je prvo. Sicer imamo pa v Sloveniji že kavo in kavne aparate zelo na nivoju. Je pa zelo pomembno, kako vzdržujemo kavne aparate, da pazimo na čistočo in pa pravilno skuhana kava. Torej, po vsaki kavi je potrebno vse umiti, pa kako je s tem, da je pol dobro, da ni to po zažganem, da ni to po nekem drugem, kaj je s tem? Paziti moramo, da ročko dovolj očistimo, da spustimo vodo za vsakem, da dovolj stisnemo mleto kavo, da enakomerno priteče, da je dovolj penice. Kako to dosežeš, Sara, da enakomerno to se priteče? Torej, moraš biti še mojster za mašino, kavno mašino. To so parametri, ki jih je potrebno nastaviti. A si tudi v tem mojstrica? Ne vem, kako se ta nastavi ali ne? To nastavljanje sem se že učila, ampak bi še lahko se še naučila kaj. No, greva naprej in zdaj tvoji dosežki. V vseh 3 kategorijah sem dobila zlato, ker sem bila pa med juniorji dosegla največ točk, sem dobila še pa pokal in potem vstopnico. In pa vstopnico za med seniorje, tam sem se pa lahko še med njimi poizkusila. Tam sem pa še dosegla 1 zlato pa 1 bronasto medaljo. Tako, medalje sta tam oziroma so pri tebi. Gremo na tole. Torej, kategorija latte art, pojma njem, kaj je to. Malo si mislim, zato ko dobim kavico, je pol vse tisti neki narisan gore, neke palme, pa neki medvedki, pa srčki, a je to to? To je to. Zdaj mi pa malo več poveš o tem. Ja, latte art je torej risanje na kavico. Pravilno spenjeno mleko mora biti, potem pa to mleko najprej naredimo kontrast, s takimi krožnimi gibi ga dosežemo. Potem pa z vlivanjem pene v kavo lahko narišemo gor vzorce. Gremo naprej, ker imam še pol tudi neko drugo vprašanje. Tole imaš kaj? Tole je bilo ta kreativni napitek. To je ta, ki ga imamo danes tle? Krasno, bom seveda poskusila zdajle. Mi boš povedala, s čem se pa sestavljen ta kreativni napitek? Notri je sestavljen iz espresa, figove marmelade. Mislim, figova marmelada, kava, paše, vaniljev sirup, gor sem pa pripravila, bom potem dala gor penico iz kozjega mleka, sladke smetane in cimeta. Pa ne, to tudi obstaja. Mislim, res so to že presežki, ne, draga moja družba. To pa res ni tista kava, ki doma pritisnemo, pa bar kafe skuhamo, ne? Ja, oziroma turško kavo. Kaj pomeni kreativno? Da si sama mogla si izmisliti? Sami smo mogli si napisati recept, seveda so pomagale tudi mentorice, Anže Šmit nam je tudi pomagal. Čim bolj več idej skupaj spraviti, pa zgodbo. Kaj so potem vse tle ocenjevali? Zgled? Zgodbo, pripravo, okus. Koliko dolgo si zdaj, Sara, pripraviš ti eno to kavo? Koliko časa rabiš? Ja, zdaj tudi v 5 minutah greš. To je že v 5 minutah, to je manj, ja, ne. Kaj imamo to? To je pa še espresso pa cappuccino. Ja, super. Ja, pri cappuccino kaj je zelo pomembno? Zelo pomembno je, da je pravilno spenjena pa dovolj kremasta penica. Tako da v bistvu, ko vlijemo ko žličko probamo, ne smemo priti do kave. Ja, to je pravilo, a ne, draga moja družba? Bomo dan skuhali doma cappuccino, po mojem bomo penili doma tole, da bo ta prava pena, ne? Sara, povej, ti obiskuješ torej šolski center Velenje, kateri program? Izobražujem se za gastronomskega tehnika. Krasno. To je 3+2 program, zdaj sem 5-letnik. Krasno, super. Saša, zdaj si pa na vrsti ti, a ne, da gremo na... Ne, še prej pa prosim, daj mi to kreativo pokažno, Sara, da jaz to malo sprobam. Moramo pa povedati, da tam je seveda to vse res na pravi temperaturi, a ne, mora biti. To je danes samo provizoriš, da jaz sem želela danes to sprobati. In, draga moja, mi boš postregla, mislim, moram še kaj prav prijeti, to krožnik ali kako. Hvala lepa, slovenska zastavica je tudi tukaj, ki maha, a ne. Torej smo rekli kozja, smetana. Smetana, cimet, notri je pa figova marmelada. O moj bog.
bom sam to rekla, da to pa res moraš poskusiti, kjer v kamero moraš zagledati. Med je tudi noter. Ne, imam še skoraj tako malo občutek. Veš, to je pol, ki ti borbončice, ja. To morate probati. A imate kakšne degustacije pri vas? A lahko pridemo na šolski center? Vi boste mogli en dan kave narediti. Pa bomo prišli malo, bomo reklamo naredili, bomo povabili vse Celjane, Velenjčane, Korošce, da pridejo spit, probati kavico. Samo tako, malo, one srk bi rekel, ne one bite. Krasno, hvala lepa. Saša, gremo še do tebe. Tudi ti si seveda mojstrica v čem? Ja, tudi jaz sem dobila v kategoriji espresso in cappuccino zlato medaljo, tudi v kreativnem napitku in pa v latte artu. Tako da sta si tole vedve fajn zmenile, ne? Ampak to so kategorije, ne? Ti pa obiskuješ tudi isti program, ali kako? Ja, jaz sem pa 2 leti mlajša od Sare in obiskujem gastronom hotelier sem, torej 3. letnik. Krasno. Si zadovoljna v šoli? Je to? Ja, jaz sem res zelo vesela, da sem v tem programu. Moram povedati, da imamo res veliko prakse. Lani sem bila 1 mesec na Portugalskem, tudi s Saro. Krasno. Tako da res se mi zdi, da lahko gremo po taki poti, ko mi hočemo na tej šoli. In vabiva vse. Zdaj imaš priložnost, da povabiš vse bodoče tiste tvoje sodijake, dijakinje, ki ne vedo kam, kje, kaj, pa je zdaj pravi čas za eno spodbudo, da pridejo na šolski center Velenje, se prijavijo. Ja, res, jaz vas povabim, pridite, boste videli, imamo se zelo fajn, uživamo z glasbo seveda. Veliko modulov je, tudi šivanje je eno izmed modulov v programu, tako da imate zelo odprte poti na naši šoli. Najljubši predmet, Saša? Ja, za mene je kar strežba, kuharstvo, slaščičarstvo, tako da vse skupaj. Torej, tvoj cilj, načrti so taki, da se vidiš o tem v prihodnje? Ja, enkrat želim nekaj svojega odpreti in biti sama svoja šefica. Idemo k tebi, ja, na kavico. Kaj si ti kot kreativni izdelek pripravila? Ja, jaz sem pa za svoj kreativni napitek dala rdečo peso, sok rdeče pese, hruški in gosti sok, smetano, karamelo, seveda 2 espresa. Seveda 2 espresa zraven, kaj pa to, ja? Ker je to pač napitek na bazi kave. In pa na vrhu penico iz ajdove kaše, kuhane v jabolčnem soku. Lahko poskusim? Mi boš postregla? Krasno. Zdaj smo rekli, danes je to provizoriš, in sem zelo vesela, da ste danes to prenesli s sabo. Super. Jaz si bom to zdaj kar tjale k mizi vzela, ker boste vidve zdaj zaigrali, eno pesem. To lahko zdaj kaj spijem, ali kako? Ja, seveda. Takole. Bom za uvod sprobala. Ojoj, krasno. Si nesem tja, vse si nesem, tole tudi, vse punce tjale na ono mizo. Tako da ja. Še kakšno besedo bomo seveda rekli. Sta pa tudi zelo dobri glasbenici, igrata, se dopolnjujeta, pripravili sta tam tudi glasbeni programa, ne? Ja, seveda, ena brez druge ne bi dosegle takšnih rezultatov, kot sva jih. Se mi zdi, da je harmonika zelo popestrila najino tekmovanje. To je bilo pika na i, po mojem, ne? Ko je ena tekmovala, je druga v uvodu igrala in obratno. Tako da se mi zdi, da res harmonika naj jo še toliko bolj izpopolni. Krasno. Si boste zdaj morali dati tele predpasnike dol, da zaigrata pesema, ne? Z naslovom? Zaigrale bomo Ravensko polko. Ja, lahko sta tudi s predpasniki ali pa brez kakorkoli, ker sta luškani zdaj torej z nami, pripravite se. Jaz grem do tele naše, jaz sem si kar se samo vzela, ne? Jaz sem tole malo še probala, popila, moje borbončice bodo zdaj delale na polno, figa je tle, mislim, jagoda ni, da ni. Sara in pa Saša pa bosta zaigrali, a ne? Hvala ti, Simona, takole, tole bom tukaj le dala prvo pesem, Ravenska polka, v živo danes Saša in pa Sara.
Pomembno je, da vse sestavine dobro sesekljamo. Zaupala vam bom recepturo in tudi pokazala, s katerim vinom smo zmagali, osvojili prvo mesto, zlato kolajno na Grand Gourmet v Makarski. Sem Jurij Brumec iz vinske kleti Mev, iz Klokočovnika nad Ločami. Naša znamka je relativno mlada, stara 4 leta, drugače pa vinogradi, ki so pač tu posajeni, so že tudi v 12. stoletju, takrat, ko so se kartuzijani naselili v Žičko kartuzijo, če takrat te površine obdelovali in zasadili z vinsko trto. V roki držim steklenico našega trenutnega aktualnega modrega pinoja letnika 2017. Zakaj je ta tako poseben? Vsi se spomnimo spomladanske pozebe, ki je v tem letu prišla, kjer je opustošila dobršen del slovenskih vinogradov. Kot sem že prej omenil, kartuzijane, Žičke kartuzije, da so posadili na teh površinah vinograde, so točno vedeli, kje so tiste optimalne vinogradniške lege. Namreč v tem letu, v letu 2017, naše vinograde ni prizadela spomladanska pozeba. In zaradi tega je v bistvu potem tudi tekom celega leta so bile optimalne vremenske razmere, optimalno dozorelo grozdje in nastal potem ta čudovit modri pinot letnika 2017. Najprej moramo narediti majonezo. Pripravili jo bomo tako, da bomo najprej vzeli rumenjak, dodali par kapljic limone, in postopoma zelo počasi dodajali olje, toliko, da naredimo majonezo. Ko smo si pripravili osnovo, bomo dodali najprej suhe začimbe, potem pa mokre. Vse sestavine dobro premešamo. Tako. Najprej bomo vmešali polovico mesa. Med začimbe primešamo polovico mesa, da se dobro povežejo. Sedaj pa smo dali drugo polovico mesa. Tatarski biftek mešamo tako dolgo, da se loči od posode. Še malo. Na koncu bomo dodali tabasko. In na koncu bomo dodali še čudovito vino, modri pinot, nekje 1 jedilno žlico. Sedaj bo tatarski biftek dobil edinstven okus. Predvsem je pomembno, kakšno vino uporabimo.
Mi smo uporabili vrhunsko. Najboljše starano v hrastovem sodu. Ko se nam tatarski biftek takole lepo med seboj poveže, pomeni, da je tatarski biftek gotov. Sedaj ga postavimo na krožnik. Na krožniku bomo pustili, da si gostje lahko še dodatno po želji poljubno začinijo. Predno pa to naredimo, zelo pomembno, da najprej tudi sami pokusimo. Ko smo tatarski biftek zmešali, dodamo še maslo, spečemo toast in dober tek. Bravo! Krasno, muzikantje, ker ostanite na svojih mestih. Simona, prejšnji posnetek, ki smo gledali, je bil tatarca, ne? To je pa zdaj tudi, bom rekla, skorda že naša tradicionalna praznična hrana, ne? Na koncu decembra. V pričakovanju praznikov mislim, da je zelo, tako bom rekla, za gospodinje rada vsaka sama pripravi tatarski biftek.
Tako da jaz mislim, da bo kar pravšen izbran za ta čas praznični. Je pa res, da je tu video posnetek, ki je bil pripravljen za dijake v času koronavirusa, ko je bila epidemija, ko je pouk potekal dejansko kar preko spleta. Marjana, je bilo težko to nekako obvladovati, ker, a veste, v živo je čist nekaj drugega, ko zadiši? Kako dijake učiti doma od doma? Jaz bom rekla, z ustrezno motivacijo ničesar ni težko narediti. In jaz mislim, da je nam na šolskem centru to zelo uspevalo, ker dijaki kljub temu, da nismo mogli prikazati svojih, nismo mogli demonstrirati jedi v živo, smo naše posnetke, tako kot je Simona zdaj prikazala, pripravili tako dober, tako da jaz bom rekla, res nismo imeli nobenih problemov. Torej vse se, Marjana, da. Vse se da, je pa res treba imeti dovolj volje, interesa in pa seveda veselje do tega poklica. Zdaj, če rad ustvarjaš, če si rad inovativen, potem mislim, da lahko so rezultati tudi vedno dobri. Krasno. Radi prepevate, radi pojete, Marjana? Ja, v mladosti sem jaz pela na koru, ampak nekako, ko sem pa odšla študirati v Ljubljano, sem pa nekako izgubila te stike in rada zapojem v družbi. Seveda sem danes ponosna tudi na mamo, tako dober ansambel tukaj le noter, pa seveda tudi naše punce, ki tako dober zaigrajo. In vam bom povedala, da Sara in Saška zelo popestrita naš pouk in zaradi tega lahko rečem, da je šolski center Velenje, šola za storitvene dejavnosti, tudi nekaj posebnega. In prava izbira. Takole. Zdaj bomo zopet šli glasbi na primorsko dekle v izvedbi, torej Šent tria, potem seveda še imajo fantje tudi kar nekaj stvari zapovedati. Danes imamo en kup dobrot, tukaj je Simona na mizi, Potica je kraljica. Potica je slovenska kraljica in moram reči, da tudi tle so se naši dijaki zelo lepo izkazali, gastronom, hotelirji, tako gastronomsko-turistični tehniki kot torej 3+2, gastronomski tehniki in pomočniki v biotehniki in oskrbi. To je 2-letni program, moram reči, da vsi praznično pečemo, ne samo potice, tudi kaj sladkega, piškoti, keksi, skratka, zdajle je to za nas, bom rekla, tako čarobni čas. Dijaki ga imajo zelo radi, ker vse, kar pripravimo, tudi pojemo. Danes bomo tudi mi poizkusili, a ne tukaj, kaj vse smo pripravili. Tako, zdaj je čas zopet za glasbo, potem pa z besedo naprej, z nami torej Šent trio in pesem Primorsko dekle.
Bravo, ploskamo muzikantom, gremo seveda zdaj do njih in Luko še moramo seveda vprašati. Luka, kako si? Se imaš v redu danes? Super. Po mojem ti kavica tlele diši, pa kakšen tale, kakšen kos potice? Ja. Pri vas pečete, pripravljate za tele praznike, kaj? Ja, sigurno. Se pripravlja. Ja, bom šla jaz takole na to stran. Neki slik ste pripravili Šentjurčani moji, Šent trio. Najprej ste mi poslali slikce od vas. Vidva sta torej začela, pa bomo slikce vmes zavrteli, potem pa še gospoda, ki je tudi pravi umetnik, ki slika. Povej, Luka. Ja, to sem pa odprl. Ja, da sta vidva zaštartala. Soseda, vrstnika, da smo že od mladosti nekako skupaj, imamo neko skupno ljubezen do glasbe. Še posebej Avsenikova glasba nama je zelo blizu. In se obiskujemo in nekako preigravamo vse te melodije. Zdaj smo pač tako daleč prišli, da smo tudi nekaj svojega posneli. Ja, tole je še seveda slikca šentjurskih muzikantov, tole pa ste seveda vi. To smo se pa že nazaj nekaj let tudi z Benotom družili. In pa ta klavirska značilna harmonika. Luka, ti si igral tudi v bendu, zabavnem bendu, zabavnjaki ste bili? Ja, tudi skozi se nekako družim z Lukotom, tako da vse te ansamble, ki jih je on imel, sem bil delno zraven. Kateri bivše pa tiske si? Tiske pa sem mogoče najdlje bil zraven, bil pa Spekter Sound. To je bil trio, ki smo imeli program narejen za poroke, zaključene družbe, obletnice. Nekako 10 let smo vztrajali, potem pa se vsaka stvar se enkrat konča. Konča in pa tudi nova začne, vrata se vedno priprta pustijo. Tole so utrinki snemanja? Tako, to smo bili pa v studiu Lugoton, pri gospodu Lugariču, Bojanu. Tako da smo tam posneli ta CD, ki smo ga danes poslušali. Krasno, koliko pesmi zdaj že imate? Najprej 12 na prvem CD-ju, zdaj pa smo že naredili novih 6. Pa to vi v nulo tole greste naprej, a ne? Kdaj muzicirate, Vilko? Kdaj ustvarjate? Kdaj ste ustvarjali? Včasih pride navdih, pravzaprav takrat, ko pride en dober navdih, takrat jaz harmonko gor, pa hiter gremo in nastanejo tele. Večkrat nastane kaj dobrega. Krasno. Ampak poleg glasbe se pokvarjate tudi z risanjem. Vi kar sedite tle, grem jaz po vaše mojstrovine, prav. Sara, mi boš pomagala? Pomagaj mi tole prnest. Le pazi, to je v spredju, a veš. Saša, boš tudi ti mi priskočila na pomoč, boš tele prijela. Vilko, povejte, kaj delate? Kaj ustvarjate? Mi lahko primete. Da tole sliko malo komentiram. Tale. Tole je Šent trio v Postojnski jami. To je ena taka malo smešna, nismo bili v Postojnski, ampak stil slike je v tem. Čar, evo, Benča tamle iz rdečo kapo, kot Božiček, ne? Sredin je naš. A lahko še malo približamo tole, da pokažemo takole, ja, krasno, da se samo slika vidi to. To je zdaj to ste vi. To smo mi. Ja, krasni ste. Čudovito. Mal nas je zebl, evo, in smo čist moder. Ja, krasno. To je tehnika? To je tehnika akril na platnu. Akril na platnu, potem imamo tole. To je pa kolažna tehnika. Kolažna in ima kolaž seveda tudi tukajle. Kako poteka ta kolaž? Je to posebej? To je pa kar zahtevna zadeva. Ja, kaj to pomeni? Najboljše je to delati polet, ko je fajn vroče zun. Platno namažeš s lesnim lepelom, pa določene stvari nalepiš, potem pa še sam iz akrilom malo sfriziraš sliko. Krasno, čudovito, res. Vidim, da uporabljate take žareče barve. Tako, to pa tudi z akrilom. Krasno, to je pa tudi. Potem se pa slika prelakira iz akrilno barvo. Cela, ne, da to se tudi malo svet, ne. No, mislim, Merlinka, ne, mislim, krasno damo ste izbrali. So pa to prave ameriške znamke. Znamke, vidim, ja. Iz albuma, ker sem tudi zbiralc, filatelist. In sem te znamke uporabil, ki so bile enake že, ne, in sem jih uporabil v tej sliki. Lepo. Lepo. Druga strast, oziroma tretja, poleg domačih, žene in otrok, je pa seveda tole. Ja, moja žena pravi, da imam prevelik hobi. Pa premalo časa za njo. Ja, to je res. Zdaj smo bolj v muski, ne? Ja. Vsi trije. In tole pa Reslova civeta. Prvi parnik,
Mislim, pravzaprav prva jadrnica, ki so jo naredili parnik na njej in so sprobali res Slovijaki. Jozef Resl, to je bil mal Slovenc, vsak si je mal za sebe vzel, Slovenci, Avstrijci, Mađari, pa seveda tudi Italijani. In kako dolgo zdaj ste ustvarjali tole maketo, tale model? Ta model, ja, preko sem hodil v službo, to je trajalo en let sigurno. Vsak dan kakšne 2 urce, kak je bilo po službi, ja. Še delate na tem, še ustvarjate to ali je to zdaj? Zdaj pa glasba. Zdaj sam igramo. Tako, zdaj pa glasba tista, ne? Beno, dam ti mikrofonček tebi. Kaj pa ti še poleg tega, hvala Sara, poleg še imaš kaj glasba? Rišeš? Ja, seveda, ne, rišem. Pišeš kakšno knjigo? Pripravljam neke stvari, to pa so res me malo naši otroci so rekli, da če bi nekaj sestavil skupaj v smislu dela, ki smo ga naredili z šentjurskimi muzikanti. Tako da upam, da bomo spravili dosti materijala skupaj, da bi kakšna brošurca nastala. Super. Nekaj slik še imamo gospoda Vilka, ki doma seveda slika, vmes bomo seveda pokazali, potem pa seveda gremo nazaj na šolski center Velenje. Torej, to prav gotovo bo nastalo, a ne? Upajmo, da bo. Moraš si vzeti časa, ne? No, zdaj, ko sem šel v penzijo, zdaj bo že malo več časa. Malo več časa za to. No, tukaj gledamo tele slike, ki krasijo vaš dom, Vilko? Tako. Doma so obešene vse. Drugače sem pa jaz okoli 200 slik podaril, sigurno. Narisal sem jih pa tudi okoli 500. Res? Ja. Krasno. Nisem vedela, da imamo take slikarje. Šentjur zelo premore take... Jaz gledam, da kaj. Tudi moj ati riše, tako da ste se spoznali že kdaj, srečali? Vem, da riše, vem. Mislim, tako se ne poznamo, tako na vides. Na vides, ne? In kakšna izmenjava nekih mnen, pa to je pa vedno dobrodošlo. Ja, absolutno. Tole pa nastaja doma. To so pa te ladje, ki sem jih vse naredil. Torej, vi doma nič ne sedite, imate sedežno za te stvari. To je sedežno za te stvari, tako. Malce heca. Krasno. Hvala lepa za tole z glasbo. Bomo nadaljevali v nadaljevanju, zdaj grem pa seveda še do deklet. Hvala lepa, Luka, lahko se seveda usedete takole. Grem do deklet, kot smo rekli, šolski center Velenje, vas, lahko se sedete, vas vabi, Simona, jaz sem probala vse te stvari, okusne, slastne, krasne. Nekaj fotografij imamo z tega tekmovanja. In si jih bomo zdaj pogledali. Veste šle zraven, spodbujale? Ja, jaz moram reči, da tole tekmovanje, že ko smo se odločali, torej katere dijake izbrati oziroma katere dvojico, je bil interes zelo velik. Seveda zmagali sta Sara in Saška. Kot sta sami povedali, sta ta uvodni del, ko so priprave posamezne dijakinje na tekmovanje, predno se tekmovanje začne, popestrile s harmoniko. Jaz mislim, da ne samo, da smo poudarili, da prihajamo iz šolskega centra Velenje, iz šole za storitvene dejavnosti, tekmovali smo na Hrvaškem in ta slovenska glasba je posledično, bom rekla, popeljala vse tamkajšnje tekmovalce, kot tudi vse, ki so gledali v Slovenijo. Tako da je bila, bom rekla, ena velika reklama za Slovenijo in mesto Velenje. Ponosni smo torej, da smo kot šola bili opaženi in da so vsi nam ploskali, slikali, skratka smo res naredili en tak poseben dogodek. Tole izgleda, kot da bi bilo jutranji jajček na uho. Ja, tole mislim, da najbolj za deklici komentirata, one dve sta tule mojstrici tega. Mojstrici, povej, Saša, kako si se počutila, kako je bilo, no pa mojstrici vsega tega art, to pa zdaj vem, da je art poslikava, ne? Ja, tole je srček, bil espresso, evo zdaj, kot vidite, mogli smo narediti 2 popolna espresa, tule je zdaj moja slika. Kaj si narisala gor? Reverse s 3 tulipani, med tem sem obrnala šalco med risanjem. Evo, tole sta pa 2 popolna kapučinota. Ja, tole pa? Slikica vseh nas, tako. Zdaj, bilo je koliko držav? 16, 6, 5 držav, sem malo preveč rekla, 5 držav, ne, ki je tekmovali. Ste med sabo tudi stkali neke vizije, prijateljstva? Ja, seveda, to je zelo pomembno, da se nekako združimo mladi in navežemo stike,
kar nam koristi tudi naprej. Krasno. Še Sara, ti besedo dve, kako je bilo tebi tudi tekmovanje, bo še se nekako trudila prav gotovo naprej, a ne? Da še greš na kakšnega? Če bo priložnost, seveda bom izkoristila. Sicer v tem trenutku sem bila tako živčna, se mi zdi, da se sploh nisem spomnila, sem naredila vse, ali nisem dokončala. Ja, ampak, lej, uspela ti je. Ja, očitno. Krasno. Zdaj si privoščimo kratke oglase, potem pa, ja, pred nami je mesec december, ko imamo na naših mizah polno dobrot, ampak vse te dobrote je potrebno nekam postaviti, pripraviti krasen pogrinek. Simona, ti si pa specialist za to, a ne? In bova o nadaljevanju. Tudi že dijaki, pa vsi učitelji, se mi zdi, področja gastronomije dajemo izjemno velik poudarek tudi temu področju. Pred leti je bilo tako, vsaka gospodinja razmišljala, kaj bo skuhala. Danes pa mislim, da ta prvi vtis gosta je ključnega pomena in zavedamo se tega in moram reči, da ja, dijake učimo tudi v tej smeri kreativnosti. Pokazali bova tudi nekaj dodatkov, ki so jih naredili naši. Ja, ne samo hrano, tudi tele, ki so bili izdelani v pomočnik v biotehniki in oskrbi, potem gastronom hotelirji, ki imajo šivanje. Pomembno je, da pri tekstilju vemo, katere vrste blaga uporabiti, kaj je primerno, kako okrasiti prostor in vse, da so prazniki popolni. Tako, kratki oglasi.
Zakaj? Zato, ker ga lahko kar tako hiter, ne, primemo roke, zelo funkcionalen, z eno roko lahko vse delam, ne, vse, kar mi tlele ostane, ker sem si pripravila za kosilo, jaz enostavno tole, ne, obrišem, odprem, pristavim in seveda kar obrišem organske odpadke, organka deli. Zaprem. Takole smo rekli, da december je praznični mesec in k temu primerno praznična miza tudi sledi. In ti si seveda, smo rekli, mojstrica servetne tehnike, pogrinkov, poglejte tole. Kako je miza šik in takšna mora biti, ne? Ja, jaz moram reči, da res smo veseli, da naši dijaki, bom rekla, radi ustvarjajo tudi v tej smeri. Torej se zavedamo, da za lepo pripravljene praznike je pomembno tudi omizje. V knjigici je kar 30 različnih vzorčkov, nekaj primerov pogrinkov, malce za popestritev. Pomembno je, da vemo, da imamo desertni, servirni pribor, da pravilno postavimo pribor, da imamo krožnik za kruh, mali nožek, da je za sladico pribor zgoraj in nad samim tako krožnikom, da tudi kozarce pravilno postavljamo, vodni, belo, rdeče, penina. Voda, to moramo pokazati, zdaj je malo blizu tlele, a ne? Ja, tole je voda, takole, tole imamo kaj? Belo vino. Belo vino. Rdeče. A lahko prosim kamera, da pokaže zdaj tole res, ker bi rada, da se vidi tale miza. Tole je za vodo, to smo rekli belo vino. Belo vino, rdeče in pa penina. Krasno. Potem imamo tule seveda različne. Krožnike, po samem pogrinku takoj vidimo, kako bo meni izgledal. V tem primeru imamo hladno začetno jed, juha, glavna jed in pa sladica. Sladica, tole za kruh. Mislim, res ni, da ni. Danes pa tudi v tvoji izvedbi, tale venček. Ja, tale venček, ki že ponazarja, da se bojo pekli piškoti, dodali bomo še, jaz moram spet še medenjake in mislim, da bo tale venček za letos kar popoln. Že pa gori prva svečka danes, adventna nedelja, tako da tudi to je že. Krasno. Kje lahko dobimo to knjigico, Simona? Knjigice trenutno pošle, ni več. Knjigica bo dodatek k novem učbeniku za strežbo, tako da niso več. Sem jih pa nekaj prinesla, tako da jih lahko podariš kot nagrado. Krasno. Takole še pika beseda na i za konec, zadnja pesem in pa seveda gospa Marjana povabilo v šolski center. Spoštovani gledalci, vljudno vas še enkrat vabim na šolski center Velenje, na šolo za storitvene dejavnosti, da se nam pridružite v programih ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, gastronom hotelir, prodajalec, pomočnik v biotehniki in oskrbi in pa v programu gastronomski tehnik. Izobraževanje je prihodnost. Krasno. Takole, prihodnost, zdaj smo prišli seveda do konca, lahko se seveda vsi tukaj združimo. Jaz bom kar prinesla tale stolček za gospoda Vilka in zaključili bomo tole za zadnjo pesmico. Mi se bomo kar lahko takole pridružili vsem vam. Ja, kaj imate pa tole, Simona? Ja, tole imamo pa eno darilce zate, tako da te podarjamo, potico. O, to je za mene potička. Krasno. To so dijakinje pripravile prav zate. Hvala za to, da smo lahko tukaj z vami danes in da predstavimo naše šolske dosežke, ki so za nas izjemni. Torej, imaš prste v mestu? Imaš ti prste tudi vmes? Hvala lepa, evo takole. Pa pomahamo vsem vašim v šoli zdajle. Mi pa ne gremo nazaj v šolo, ne? Takole, krasno je bilo, lepo je bilo danes, prijetno druženje, zadnja pesem. Šli bomo malce na rifnika, ne, Beno?
Ja, na Rifnik, to je za danes ta zadnja, ampak drugače pa še bomo. Še bomo igrali, špilali po domače rečeno, tudi na reseno bomo šli takole. Draga moja družba, lepo se imejte, krasno se imejte, ne pozabite seveda obiskati 3x2.bokašeorganko.si, nore Black Friday cene z krasnimi popusti, ker tudi kar nekaj stvari dobite gratis zraven. Bokaše Organko je prava izbira, jaz ločujem pravilno in pa na pravi hiter način. Organske odpadke, dajte jih seveda tudi vi. Vrtni center Jehart vas vabi za seveda to, da pridete po božične zvezde in pa seveda še kakšen venček in pa druge stvari. Krasno, lepo se imejte, vidimo se prihodnjo nedeljo, zdaj pa zaključna pesem. Gremo na Rifnik, prosim!